Veliko veselje mi je, da danes gostimo dva strokovnjaka z področja duševnega zdravja, zelo aktualne teme v sodobnem času, dr. Mileno Lipovšek in dr. Tomaža Veca. Pozdravljena. Milena Lipovšek je diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani in pridobila naziv akademske glasbenice flavtistke. Od leta 1999 je kot solo flavtistka zaposlena v simfoničnem orkestru RTV Simfoniki. Med leti 2006-2009 je študirala psihoterapijo na Univerzi Zigmunda Freuda na Dunaju in Slovenskem inštitutu za psihoterapijo, kjer je pridobila diplomo iz propedevtike. Leta 2008 se je vpisala na 4-letni študij integrativne psihoterapije na inštitutu IPSA v Ljubljani. Po opravljenem študiju in specializaciji je leta 2015 izobraževanje zaključila z mednarodnim zaključnim izpitom v Bilbao in pridobila mednarodno diplomo iz integrativne psihoterapije pri Mednarodni zvezi za integrativno psihoterapijo in Evropski zvezi za integrativno psihoterapijo, ter pridobila naziv integrativna psihoterapevtka. Od leta 2009 je članica Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo. Leta 2017 je doktorirala iz zakonske in družinske terapije na doktorskem programu Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Je učna terapevtka in supervizorka. Od leta 2022 je predavateljica na Univerzi Zigmunda Freuda v Ljubljani. V zasebni praksi izvaja individualno in partnersko terapijo, učno terapijo ter supervizijo. V svoje delo vključuje znanja iz integrativne gestalt terapije, zakonske in družinske terapije, delo s kreativnimi mediji in na telo usmerjen pristop. Tomaž Vec je zaposlen kot docent za področje socialne psihologije na Pedagoški fakulteti. Pred tem je več let delal v vzgojnem zavodu ter v svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani. V obeh okoljih je uvajal številne novosti, projekte izkustvenega učenja v naravi, uvajanje participacije in vključevanje otrok in mladostnikov pri odločitvah povezanih z njimi, različne oblike skupinskega svetovanja, tako za otroke in mladostnike kot za njihove starše. Leta 2001 je končal specializacijo iz psihološkega svetovanja ter leta 2007 doktoriral na področju socialne psihologije. Na Pedagoški fakulteti izvaja različne predmete povezane s psihološkim svetovanjem, socialno psihologijo, komunikacijo, motnjami vedenja in supervizijo. Tomaž Vec je bil pred 10 leti pobudnik za ustanovitev psihosocialne svetovalnice za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, katere vodja je. Ob tem izvaja razne treninge komunikacije, skupinske dinamike, treninge občutljivosti in podobno. Že vrsto let pa izvaja tudi supervizijo na najrazličnejših strokovnih področjih. Je avtor knjige o medosebni komunikaciji ter številnih člankov na to temo. Kot zaupnica za študente in zaposlene na Akademiji za glasbo sem v pokoronskem času opazila velik porast duševnih težav pri glasbenikih. Predvsem anksioznost in depresivnost sta bili težavi, o katerih so študentje najpogosteje poročali. Kaj menita, je botrovalo temu, da je število študentov, ki poiščejo strokovno pomoč, tako naraslo? So sodobne generacije študentov manj psihološko odporne ali pa so življenjske razmere v sodobni družbi res toliko zahtevne, toliko bolj polne izzivov? Če lahko jaz začnem. Jaz mislim, da je kar kombinacija in preplet obojega. Menim, da živimo v enem malce drugačnem svetu, kot je bilo mogoče to še pred nekaj leti nazaj. Če sam pogledamo nekako eno širšo sliko, vojne grozijo, epidemijo smo imeli. To so neke okoliščine, ki niso tako vsakdanje.
in mislim, da to tako iz enega sistemskega nivoja vpliva na vse nas, tudi na mlade. Poleg tega je pa družba zelo storilnostno naravnana, vsi hitimo, individualistično naravnana, občutek imam, da zginja solidarnost, empatija. Verjetno, mislim, no, je tak negativen dejavnik tudi pojav ekranov, raznih odvisnosti, povezanih s tem, ne, z igricami, odvisnosti od interneta in podobnega. Poleg tega je pa tudi dostopnost do tovrstne pomoči drugačna. Malce manj se mi zdi je stigmatizirana, ne. Psihološka pomoč, bolje so obveščeni in zdaj tudi poiščejo in se aktivirajo in si poiščejo pomoč, če jo potrebujejo. Ne vsi, ampak verjetno več kot včasih. Pa morda bi opozorila tudi na to, da jaz opažam, da je identitetnega iskanja pri mladih generacijah v tem času tudi več. Kako pa vidva opažata to? Ja, verjetno je kar veliko tega tudi pod vplivom teh socialnih medijev, en tak pritisk, kako je treba delovati, kako je treba izgledati, kako naj bi človek nastopal, kaj naj bi vse dosegel. In se mi zdi, se zelo strinjam s svojo sogovornico, da je tega verjetno več, kot je v preteklosti bilo, ali pa vsaj bolj prisotno, vse povsod prisotno. Tako da se mi zdi, da tudi mladi so veliko bolj ozaveščeni o raznih težavah in hitreje spregovorijo o njih. Bolj so pozorni na to, kaj se v njih dogaja. Zdaj, če bi tako malo karikiral, bi lahko rekel, da včasih smo rekli, pač se malo slabo počuti, ali pa je malo melanholičen, ali pa introvertiran, danes pa imajo izraze za to, in prepoznajo in depresivne težave in anksiozna stanja in znajo poimenovati motnje hranjenja in tako naprej. Tako da je veliko več neke ozaveščenosti, veliko več nekega govora o tem, tudi med sabo izmenjujejo mladi ljudje to. Tako da bi jaz rekel, da je to en tak vse posod prisotni pojav. In verjetno ne gre samo za študente glasbene akademije, ampak to opažamo pri vseh študentih. Je pa res, da morda tiste študijske smeri, kjer je osebnostna naravnanost v smeri večje ranljivosti, da nekako predstavlja oder za večjo pojavnost duševnih težav? Je to zgolj občutek ali je temu res tako, Milena, ti kot glasbenica lahko iz svoje lastne izkušnje z glasbeniki prepoznaš, kaj se dogaja med umetniki, študenti umetnosti na splošno? Je tega več? Težko bi rekla, če je več, pardon, je pa zelo veliko. Namreč brala sem tudi ene raziskave, mislim, da je bila raziskava narejena v Veliki Britaniji, pojav različnih duševnih motenj pri študentih glasbe in potem pri profesionalnih glasbenikih. In pojav anksioznih motenj je bil pri študentih glasbe 60%, to pomeni 60% študentov glasbe vprašanih je poročalo o neki vrsti anksioznosti. Pri profesionalnih glasbenikih pa 40%. To so zame gromozanske številke. To, kar pa jaz opazim prav specifično pri glasbenikih, bi pa malo razslojila po različnih obdobjih. Namreč študenti glasbe pogosto pridejo na eni strani občutki ali pa razmišljanji o smislu, torej težava je izguba smisla, ker ne dobijo ali pa jih je strah, da ne bodo dobili zaposlitve, ki si jo želijo, ker je pač trg zelo majhen. Danes tudi služb v glasbenih šolah ni toliko veliko kot včasih. Po drugi strani so pa zelo perfekcionistično naravnani, tudi trenirani v tej smeri. Nikoli ni dovolj dobro, vedno bi bilo lahko še boljše. In so pod hudimi pritiski, ker
tekmujejo, individualistično so naravnani, vsak nekako sam zase in redko srečam solidarnost ali pa sodelovanje med njimi, zelo so tako solo. Ne. Poleg tega so pa potem tudi neke odnosne težave, velikokrat s profesorji, ki so lahko zelo pritiskajoči, ki sporočajo vedno znova, da ni dovolj, da bi lahko bilo boljše. Včasih srečam nažalost tudi seksistične izjave, predvsem do deklet, a ne, če pa ne bo tako, pa veš, kje je tvoje mesto, boš pa kuharica za štedilnikom, ne, zelo deplasirano. Kasneje, ko zaključijo akademijo, ne, to so še vedno mladi, ljudje pa pridejo s to dilemo, da so razočarani pogosto, ker skratka, ti, ki pridejo v terapijo, ne dobijo službe, ki so se jo želeli. To je, poklic glasbenika je en poklic, za katerega delaš od ranih let. In res veliko vložiš. Na to pa ne moreš delati tega, kar si želiš. Potem dobijo službo, ki je druge, če jo. Ogromno je mladih učiteljev v glasbenih šolah, ki se stavijo delovnika, ne, da delajo 30% v eni glasbeni šoli na enem koncu Slovenije, pa 40 na drugem, pa še 30 na drugem koncu. Skratka, se ogromno vozijo in potem od tega plačila komaj preživijo, ne, ker so plače pač res nizke za začetnike v šolstvu. Kot da imajo take eksistencialne težave, ne, čisto eksistenčne, no. Kako naj preživijo. Kasneje, ko so pa že recimo na nekem profesionalnem nivoju glasbeniki, pa srečam ogromno izčrpanosti, izgorelosti, ker večina glasbenikov, pa upam si reči tudi igralcev, tudi igralci imam kar nekaj izkušenj, delajo po več služb. Tudi zaradi tega, da preživijo, ne, če so zaposleni v gledališču ali pa v enem od ansamblov orkestrskih, večina še zraven uči ali pa počne še kaj drugega, snemajo še kakšne druge filme, nadaljevanke in podobno. Dostikrat so tudi neke odnosne, težje situacije, ne? Če malo recimo pogledam v orkester, pa vidim tudi pri igralcih, ker so to neki ansambli, dosti zaprte skupine, kjer je neka hierarhija, potem tam včasih stvari ne štimajo najboljše, ne? In so pa lahko zelo izčrpani, zelo izgoreli. Zdaj pa, če to malo razširimo na širšo populacijo študentov, Tomaž, ti se srečuješ z zelo raznolikimi študenti. Kaj ti opažaš kot nek poglaviten vzrok, zakaj poiščejo mladi pomoč v psihosocialnih službah? Milena je že omenila kot en tak pomemben dejavnik težnjo k perfekcionizmu. In se mi zdi, da je to ena taka splošna naravnanost, ki jo pri mladih v današnjem svetu srečamo. Kakšno je tvoje opažanje? Jaz moram reči, da v našo svetovalnico prihajajo v glavnem kot ta prvi impuls zaradi študijskih težav. To je težav pri pripravi na izpit, motivacija, ponavljanje izpitov, vprašanje, a naj se prešolajo na kakšen drugi študijski program in tako naprej. To je nekako taka vstopna točka, mi rečemo, ali pa bolj ta simptomatski nivo, nekaj, kar se navzven odraža, pozna. Seveda se pa dostikrat izkaže, da je v ozadju teh težav nekaj drugega. To so pa dostikrat neke odnosne stvari, bodisi to, kar prinašajo že iz svoje družine, problemi doma, alkoholizmi, težka finančna situacija. Več je tudi takih osebnih težav pride na plan, to so od motenj hranjenja, suicidalnih misli, partnerskih odnosov, perfekcionizem tudi pri nekaterih študentih, ki ga nekako vidimo tudi v povezavi s tem, kaj družba od njih pričakuje, kaj pričakujejo starši. Tako da mi nekako ločujemo ta nekako simptomatski nivo in tisti
bi bolj rekli problemski nivo, se pravi tisto, kar je v ozadju, pomagamo študentom to nekako raziskovati, odkrivati, kaj je v ozadju tega in jim pomagamo nekako odkrivati tudi njihovo lastno pot, kako premagovati te težave. Se ti zdi, da je v visokošolskem sistemu dovolj pozornosti namenjeno skrbi za duševno zdravje in celostno blagostanje mladih? Vsekakor ne. Glejte, pri nas ta svetovalnica naša na univerzi deluje zdaj 10 let. Predtem ni bilo nekega sistematične skrbi za študentsko duševno zdravje, se mi zdi. So posamezni poskusi bili, kako študentom nuditi neko pomoč, ampak se mi zdi, da šele prihaja ta čas, ko se bomo zares temu lahko malo bolj posvetili, malo bolj odprli to polje, malo večkrat naglasili tovrstne težave. Zaenkrat je to precej prepuščeno posameznikom na posameznih fakultetah, tistim, ki imajo neka znanja, psihološka ali pa vsaj interes tega področja, da tudi prepoznajo tovrstne težave, usmerjajo kakšne študente v razne oblike pomoči. In moram reči, da šele zadnja leta nekako se začenja govoriti o tovrstnih težavah. Ja, meni se zdi vsekakor zelo pohvalno, da na 4 fakultetah Univerze v Ljubljani obstaja psihosocialna svetovalnica in da tudi potem v študentskem naselju v Rožni dolini lahko najdejo študenti pomoč. Zdi se pa mi, da morda niso niti dovolj informirani, da to obstaja. In z vpeljavo zaupnika za študente in zaposlene so se morda ta vrata malo bolj odstrla. Še vedno pa se mi zdi, kot da to ostaja nekje na obrobju in da te informacije, da pomoč obstaja, ne krožijo na takšen način, kot bi lahko. Ja, jaz moram reči, z našo svetovalnico smo začeli pravzaprav na naši fakulteti, na pedagoški fakulteti, pa smo zelo hitro ugotovili tudi, da smo prostorsko preveč omejeni, da se ne približamo dovolj študentom, če smo samo tam. In pa tudi s številom svetovalcev. Tako da smo postopno širili in število svetovalcev, ki sodelujemo v naši svetovalnici, tako da nas trenutno deluje že 17 na 5 lokacijah, tako da se probamo čim bolj približati študentom. Približujemo se jim tudi s tem, da smo resnično dostopni. Nekako smo zelo ponosni, da na vsak kontakt študenta se odzovemo praktično naslednji dan. In vsak študent lahko pride v svetovanje že v roku 14 dni, najkasneje. To je nekaj, kar je sicer glede psihosocialne pomoči v Sloveniji ena taka velika redkost, saj študentje, če iščejo neko psihoterapevtsko pomoč, ki ni plačljiva, pogosto čakajo po leto in pol na ustrezno obravnavo. Ja, in tukaj pridemo do enega sistemskega problema, ker kar nekaj študentov bi potrebovalo potem psihoterapevtsko obravnavo. Kako vidva vidita korak naprej, da rečemo čakalne vrste pri kliničnih psihologih ne bojo tako dolge, kot so? Ker realnost je pa taka, če želi študent v psihoterapijo, to so visoke cenovne postavke na uro in študenti si tega ne morejo niti privoščiti. Torej, kje je korak naprej? Vi dobite enega študenta, ki bi takoj potreboval obravnavo, psihoterapevtsko, pa kaj naprej? Kje so tista vrata, ki mu omogočijo, da se lahko premakne? V naši svetovalnici namenoma izvajamo samo psihosocialno pomoč, ne psihoterapevtske, čeprav praktično vsi, ki delujemo tam, imamo neka psihoterapevtska znanja in tudi dokončane psihoterapevtske izobrazbe. Namenoma želimo prepustiti tako bolj intenzivno pomoč ostalim organizacijam, posameznikom. In kadar iščejo študentje to vrstno pomoč ali pa kadar skupaj prepoznamo, da bi jo potrebovali, študenta tudi usmerimo
na to vrstno, tako da imamo en tak spisek tudi psihoterapevtov, ki delujejo bodisi vsaj deloma pro bono za študente ali pa z znižanim plačilom, tako da jim poskušamo nekako olajšati to. Ne. Sicer je pa to en tak velik problem v Sloveniji in se mi zdi, da verjetno ne bo kaj prida drugače, dokler ne bo psihoterapevtski zakon sprejet, ki je nekako v pripravi, čeprav je v pripravi že dolga leta. Ampak se mi zdi, da so bili neki taki koraki narejeni in upam zares, da bo to nekako bilo sprejeto. No. Vsi ga čakamo. Ja. Vsi ga tudi zelo želimo, zaradi tega, ker ni samo študentska populacija ta, ki težko pride do primerne obravnave, ampak tudi otroci in mladostniki, ker pedopsihiatrija resnično poka po šivih kliničnega psihologa, tudi res so čakalne vrste nesprejemljive, tako rekoč. Kolegi in kolegice, ki delajo z otroki in z mladostniki, so polni. Ne vem, če poznam zdaj nekoga, ki še sprejema v nekem doglednem času, ko je res hudo, ko je akutna situacija, ko ne moreš čakati ali pa težko čakajo. Tako da zelo upamo na ta zakon, da bo sprejet, da bo dobro oblikovan, da bo dostopnost boljša. Kaj pa narediti, če posameznik pri sebi ali pa starši ali pa kolegi zaznajo, da je v resnično veliki stiski in bi potreboval takojšnjo pomoč? Jaz vidim, da tudi odrasli se ne znajdemo. Kje je tista prva intervencija? Rečemo, posameznik ima hude panične napade. Kaj narediti? Kje je tista prva pomoč? Ja, verjetno je tudi zaločevati, kaj je prva pomoč in kaj je tisto, kar je urgentno. In urgentno je tisto, kjer nekdo ogroža sebe ali pa se predvideva, da si bo nekaj naredil ali pa kadar ogroža nekoga drugega. Takrat ne preostane drugega, kot poklicati 112 in urgentno pomoč in tudi hospitalizacija tovrstnih. Tako da občasno se to dogaja, recimo na fakultetah, kjer jih usmerjamo, da je potrebno pač to narediti. Drugo je zdaj pri nekaterih drugih težavah, ki izgledajo včasih zelo burne, pa je potrebna nek pogled nekega strokovnjaka, neka pomoč strokovnjaka, ki lažje presodi, kam se utegne razviti to vrstna situacija. Tukaj bi še dodala, da se lahko posamezniki, ki jim je res težko in ne vzdržijo, obrnejo tudi na nujno psihiatrično pomoč. Tam bodo obravnavali tudi kakšna druga stanja, ne nujno samo ogrožujoča, bodo pomagali in potem tudi napotijo naprej na nadaljne obravnave. Omenili smo že nekaj ključnih težav, s katerimi se mladi soočajo, študenti, ključne problematike, torej depresivnost, anksioznost, odvisnosti, celo suicidalnost, motnje hranjenja. Če bi mogla to nekako razvrstiti, kaj je tisto, kar od tega najbolj izstopa? Izstopa v smislu pojavnosti? Ja, v smislu pojavnosti. Vsekakor anksiozne težave. Se mi zdi, da s tem se večina študentov sooča, recimo po neki naši raziskavi, ki smo jo delali, se samo 10% študentov ne sooča vsaj občasno z anksioznimi stanji. Težave z nekimi odvisnostmi so prisotne pri več kot 60% študentov. Katere odvisnosti so tiste, ki trenutno so najpogostejše? Od telefonov, socialnih omrežij, gledanja nanizank, serij so v ospredju.
To lahko tudi potrdim iz neke raziskave, ki jo je delal študent na Akademiji za glasbo med študenti glasbe in je ugotovil, da to je v bistvu za njih edini način, da pozornost preusmerijo na nekaj drugega. Tako da različni spletni mediji in tudi gledanje nekih popolnoma trivialnih serij, samo da jim ni treba nič razmišljati, da lahko odklopijo možgane. Ne? Ja. Je pa to tudi sodobni način, kako funkcionirati, se pravi v sodobni družbi. Ne? Mladi ne znajo več čakati, jaz bi rekel, čuječe, ne? Tako da so nekje, se ozrejo okoli sebe, se zavejo sebe, okolice, ne? Ampak se takim rahlim neprijetnostim izognejo na ta način, da potegnejo telefon in začnejo brskati po telefonu. Ne? Zgodi se to, da vidite mlade, ki sedijo v družbi v nekem lokalu in je vsak na svojem telefonu. Ja. In to niso taki redki pojavi. Ne? In kaj bi lahko naredili v smislu preventive, kje vidva korake preventivnega delovanja pri mladih, konkretno pri študentih? Jaz mislim, da bi bilo potrebno začeti veliko prej. Pri študentih je tako že kar malo pozno, ker so to že v bistvu kar odrasli ljudje. Ne? Tako da mogoče, naprimer, kot starš nimaš več toliko vpliva na to. Kasneje pa verjetno, ne vem, z ozaveščanjem, z opozarjanjem na to, čeprav je tega velika, ne? Ampak sej konec koncev tudi odraslejši to počnemo. To oni tudi vidijo. Ne? Ko bi rekla, meni se zdi, da je to, kar smo se mečkam prej že pogovarjali, ne? Da so se tudi tako vrednote zelo spremenile, da mladi danes, ko iščejo zaposlitev, pogosto rečejo, zanima me, koliko prostega časa bom imel, pa plača. In dosti mladih študentov srečam, ko govorijo o tem, da se ne splača študirati in da se potem ne splača zaposliti nekje, kjer boš delal za malce več kot za minimalno plačo. In nekako si želijo ali pa razmišljajo v smeri youtuberskih objav ali pa nekega influencerstva, kjer nabirajo lajke in tudi slišijo te zgodbe, kako potem zaslužiš ogromno denarja v neki svobodi, ki doma iz kavča to lahko počneš. Ne? In tudi sledijo temu, ne? TikToku in influencerjem, ne? Pa kriptovalute po novem. Ja, velike ene take, jaz bi rekel, kapitalistične naravnanosti, v neke hitre uspehe, hitre dosežke, hitro prepoznavnost, vplivnost. Ne. In veliko premalo prav na teh preventivnih dejavnostih, ki bi jih mogli pri že zelo mehkih otrocih nekako privzgajati, ne, kako poskrbeti zase, kako posvetiti en del svojega življenja delovanju, delu, uspešnosti, kako poskrbeti tudi za neke prostočasne aktivnosti, ki so izrednega pomena za duševno zdravje, ne, kako se v šport usmeriti, v naravo, v družbo, ne, kako neko kvalitetno prijateljstvo ali pa partnerstvo vzpostavljati, ne, na kakšen način dobro komunicirati medsebojno že v družini. Ne, in se mi zdi, ob vsem tem, ko govorimo, kako naša družba potrebuje neko digitalizacijo, ne, pozabljamo, da potrebuje neke čisto osnove, ne, kako dobro komunicirati, kako nekoga poslušati, ne, kako mu priti nasprot, kako si medsebojno pomagati, malo več neke te solidarnosti in skupnosti. Ne. Tomaž, glede na to, da vodiš tudi delavnice za medosebno komunikacijo, koliko je zanimanja za to pri študentih? Ja, pri študentih moram reči, da je veliko zanimanja, kadar imamo neke take izbirne predmete, to vedno, ko izbirne predmete pri nas se razpisuje tako, da se morajo študentje prijaviti,
In na te izbirne predmete se običajno v prvih 10 minutah zapolnijo vsa mesta, ne, tako da jaz bi rekel, da je veliko zanimanja in premalo ponudbe. No. Ampak se mi zdi, da bi to, tako kot je kolegica rekla, ne, mogli resnično upeljati že v osnovno šolo. No. Ne, se pravi, čim bolj zgodaj, ne šele kasneje. Ne. Še vedno se mi zdi, da v izobraževalnem sistemu nagovarjamo predvsem intelektualni nivo in pozabljamo na celostno bitje in da v bistvu predstavljajo te čustveno-socialni vidiki temelj kakršnega koli učenja. Zdaj mi je prišla na misel predstavitev ene raziskave, najdaljše longitudinalne raziskave na področju psihologije, ne, ki menda še vedno traja, zdaj že čez 80 let. Ne. To je bila raziskava o zadovoljstvu, ne, Research on Happiness, Harvard univerza. In ob tej predstavitvi vodja te raziskave predstavi, v bistvu je to tako zelo lepo za pogledati, ne, saj je dostopen ta posnetek na YouTubu, in predstavi, kako si mlada generacija, to so bili še milenijci takrat, zdaj so menda Z generacija, ali kako že, nisem prepričana. Ko so jih vprašali, kaj menijo, da so najbolj pomembni dejavniki, da bi se počutili zadovoljne in srečne, so ti mladi ljudje odgovarjali denar, prepoznavnost, slava, prosti čas in v tem kontekstu. Ne? No in potem on nadaljuje, ne, kako pa je ta raziskava pokazala, kaj je pa zares tisto najbolj pomembno. Ne? Na prvem mestu so seveda odnosi. Ne? Kvaliteta, pa tudi količina teh odnosov, predvsem kakšni so, kako te podprejo, a je to varno izhodišče, varno zatočišče v tem smislu. In na to, da lahko živiš svoje želje in sanje, ne, da potem na koncu ne obžaluješ, da nečesa nisi niti poskusil. To na nek način odražajo tudi študentje, ki imajo težave. Ne. Ko smo delali raziskavo, kje in na kakšen način iščejo najprej pomoč, ne, je večina odgovorila, da najprej probajo sama poiskati neko pomoč, neko rešitev v zvezi s svojo težavo, bodi si na internetu, bodi si z razmišljanjem. Ne. Naslednji korak je pri prijateljih. Ne. Se pravi, prijatelji so ena taka podporna skupina, s katero lahko rešujejo težave in ki tudi zagotavlja, da do nekaterih težav sploh ne bo prišlo. Ne. Šele kasneje so partnerstva pa starši tisti, kjer dobijo neko podporo. Ne. Tako da očitno zares tako, kot ta raziskava pokazala. Ne. Še nekaj me zanima. Ko pride nek študent v svetovalnico, kakšen je, kolikrat povprečno pride na svetovanje? V našo svetovalnico zelo različno prihajajo. Nekateri pridejo samo enkrat, dvakrat. Imamo pa tudi študentje, ki se vračajo in ki prihajajo po 12-krat, 14-krat, ne. Čeprav so taki bolj izjemoma. Načeloma jih tudi mi usmerjamo in rečemo, tukaj lahko dobite psihosocialno pomoč za neke težave, bolj vsakodnevne težave. Če bi potrebovali nekaj bolj intenzivno, jih usmerjamo v neke psihoterapevtske procese. Ne. Tako da večina študentov bi rekel, da prihaja tam 4 do 6-krat. Dobar. Zdaj pa, če pogledamo, kje vidite prihodnost, kam mislite, da stopa ta svet z ozirom na duševne težave pri študentih? Če bi mogla postaviti neko vizijo, gremo res v slabši svet ali vidite, kje je tudi luč na koncu tega tunela? Jaz vedno vidim luč na koncu tunela, se pa bojim, da svet res ni tako zelo lep, kot bi lahko bil. Lahko bi bil raj.
močno si želim, da bi, mogoče pa ravno kriza tista, ne, ki zopet pripelje človeka do tega, da zopet ovrednoti stvari drugače, da se zopet vrnemo k tistemu, kar je res pomembno. Pa upam, da to ne bo pretežka šola, če bomo res šli po tej poti, da bi se rabilo zgoditi kaj zares hudega. Sam se mi zdi, da nam nič ne pomaga. Vse je bila koronska epidemija, kjer smo se ustavili, kjer smo reflektirali svoje življenja in potem ponovno vskočili na divji vlak in počnemo stvari na enak način, kot smo jih počeli, kot da se nič ne naučimo iz tega. Nekaj stvari je pa drugače. Ne? Se mi zdi, da današnji študentje se prav zaradi posledice te koronske krize nekako bolj zavedajo odnosov. Ne? In so nekako tudi hvaležni za to, da lahko komunicirajo, se lahko družijo, da lahko počnejo stvari, ki so bile včasih samo po sebi pomembne, a ne, pa nam je korona pokazala, da niso čisto samo po sebi pomembne. Ne. Tako da jaz nekako sem kar optimističen. Svet je vedno znova bil v neki krizi, vedno znova se je nekaj dogajalo. Ne. Na srečo na našem področju ne toliko zelo hudo kot v kakšni Ukrajini ali pa Palestini. A ne. Ampak se mi zdi, da ljudje imamo en tak potencial in verjetno bi se bilo tudi zaprašati, kaj v našem kulturnem prostoru, v Sloveniji, a ne, imamo neke tradicije in neke potenciale, ki že iz zgodovine izvirajo. In jaz se rad spomnim to, ne, da od nekdaj na slovenskem področju so v vseh imeli lipo, kjer so se zbirali ljudje in so imeli eno tako skupnost, kjer so lahko izmenjevali stvari, kjer so debatirali, se odločali, kjer so drug drugemu tudi pomagali. Ne. Se mi zdi, je to ena taka osnova, ki jo ne kaže kar tako pozabiti. No. Ne glede na to, da smo soočeni z nekimi populizmi in iskanjem nekih hitrih rešitev, se mi zdi, da vseeno imamo neko tako tradicijo, ki pa lahko včasih poiščemo spet. No. Pa naj bo zadnje vprašanje osebno. Kako vidva poskrbita za lastno duševno zdravje in celostno blagostanje? Moram priznati, da včasih slabo. Predvsem zato, ker je obilica vsega, kar počnem. Ne? Tako da je to ena tema, s katero se kar dosti ukvarjam sama, da ustavljam konje, ne? Da recimo zmanjšujem delo in pri marsičem mi je to zelo dobro uspelo. Zato, da res ohranjam tisto, kar je zame najbolj pomembno. Prioritete imam zelo jasne, vem, kaj je to. Začne se pri mojih najbližjih, pri moji skrbi za zdravje, za dobro počutje, mi pa kdaj spodrsne, ne? Tako da se kdaj znajdem v kakšnem norem decembru, ne? In potem zopet obnovim, ne? In potem malo ustavim. Ja, ampak drugače pa za telovadbo, ne? Hojo v naravo, branjem, z vsem, kar čutim, da je moj vir, z druženjem. V teh norih časih si pa trudim vsaj to, ne, da skrbimo za skupne obroke doma, vsak dan pogovore doma z otroki, s partnerjem. Tako da, če že ni lipa, ne, je pa domača miza, ne, v kuhinji. Iz lipe. To je meni tudi zanimivo, ne, ker jaz sem delal s temi z vedenjsko težavnimi otroci in tam smo jih sistematično mogli učiti, ne, kako pomembno je skupaj se usesti, vsaj enkrat na dan, ne, v nekem obroku. Pri nas v družini smo enako počeli, ne, dokler sta bila še otroka doma, zdaj je to bolj za vikende rezervirano. Načeloma se meni podobno dogaja, ne, s tem, da mene odnesejo v ne stvari, ki jih rad počnem. Ne. To so svetovanja, supervizije, rad športam, rad berem, rad šah igram. Skratka, toliko enih interesov je, da se mi zdi, je včasih to tisto, ki me potem leče na toliko enih različnih koncev. Hkrati je to tudi pasta, ne, ker
zapolni toliko enega časa, da včasih malo zmanjka za nek počitek. Ne? Ja. Hvala lepa obema. Jaz vsem skupaj želim, da nam duševno zdravje služi in da se zavedamo, kako pomembno je, da vsak dan znamo ustaviti konje, tudi znotraj vseh stvari, ki nas veselijo. In se mi zdi, da postavljanje prioritet in ustavljanje časa sta dve strategiji, ki se jih moramo vsakodnevno lotevati. Hvala lepa za ta prijeten preplet. Hvala. Hvala. Hvala obema.